Pozdravljeni! Ogledali si bomo več možnosti prekrivanja vsebine v programu Smart Notebook. Tukaj je miselni vzorec. Vidimo le ključne besede, ko pa prestavimo lik, vidimo več vsebine. Kako to naredimo? Najprej zapišemo besedo, ki želimo, da se vidijo. Zapisali bomo: osnovne barve so. In pritisnemo Enter, da premaknemo vrstice. Zapišemo odgovor: rumena, rdeča, modra. Rumena, rdeča, modra želimo, da se ne vidi, zato označimo v rdečo. Tako, sedaj imamo besede, ki so rdeče in črne. Želimo, da jih prekrijemo, zato v meniju izberemo ikono Shapes. Prekrili jo bomo s pravokotnikom, ki bo imel v notranjosti rdečo barvo in tudi črte bodo rdeče barve. In ga narišemo. Sedaj ne vidimo nobene besede, zato kliknemo na lik in označimo pošlji v ozadje. To naredimo tako, da kliknemo na Order in pa potem Send to Back. Tako, sedaj vidimo samo vprašanje, osnovne barve so, ko pa lik prestavimo, pa vidimo rumena, rdeča, modra. To je prvi način prekrivanja vsebine. Poznamo tudi drugi način. V meniju poiščemo zaveso oziroma Hide Screen Shade in prekrijemo želeno vsebino. S klikom na zaveso lahko spreminjamo tudi barve zavese. Prekrila se nam je celotna stran, zato jo pomanjšamo. To pa naredimo tako, s puščico jo povlečemo in pomanjšamo. Sedaj pa želimo učencem postopoma prikazovati vsebine. To pa naredimo tako, da jo vedno manjšamo. Tako, to sta dva načina, kako skrijemo vsebine in jih postopoma prikazujemo.